Ko se nahajam nekje v tujini, me ljudje najpogosteje sprašujejo, ja, kaj je to v Sloveniji? Kako je mogoče, da naši mediji vabijo filozofe v pogovor o sodobnih dogajanjih, o situacijah v svetu, sprašujejo jih po mnenju o tem ali onem. In kako je mogoče, da so filozofi pravzaprav del vsakdanjega diskurza, tako na Dnevniku ali pa v najrazličnejših oddajah, ki jih spremljajo ljudje. Ja, res je, da imamo ljubljansko šolo, torej Trojka, Žižek, Dolar, Zupančič, ki so naredili gromozanski premik v filozofiji na globalni ravni, v misli in toku same filozofije. Za nas pa so bili predavatelji, vsekakor ja, pomembni filozofi, ki so na nas pustili nek poseben pečat. Naučili so nas, kako pravilno brati Hegla, kako uporabljati lakanovsko teorijo v kritiki ideologije in še marsikaj drugega. Ampak, da je prav prva asociacija na odgovor, da ko me kdo vpraša, iz kje sem in rečem, da sem iz Slovenije, Žižek. In seveda, to je vsekakor nepričakovano kot odgovor na to vprašanje. In danes to razumem oziroma opažam malo drugače. Ljubljanska šola ni samo linija neke misli oziroma neka teorija, je predvsem način, na katerega smo tudi bili izurjeni misliti in gledati v svet. Kot sem potem ugotovila, to ni mala stvar. Danes pa govorimo že o drugi generaciji ljubljanske šole, to je to nekaj, kar nas na nek način determinira kot mislece sodobnega časa. In tako smo del zgodovinskega toka, tak je prišel in se bo v nekem momentu tudi iztekel. Ampak event se je zgodil. In kaj sploh je ta event? In kaj pravzaprav so potem tudi posledice tega eventa? Event ali dogodek, ki ni samo to. Po filozofiji Alana Badiouja je event ali dogodek z velikim D ključna komponenta tega, kar imenujemo postopek resnice. Torej, dogodek je nekaj, kar se zgodi in potem pusti svoje sledi. In tukaj so ljudje, ki znajo zajeti te sledi in iz tega narediti filozofsko situacijo. Ja, in kaj je zdaj ta filozofska situacija? Vsak dan se zgodi veliko stvari v svetu, konstantno se nekaj dogaja. Poglejmo trenutno agresijo Amerike in njenega proksija Izraela nad Iranom, edinemu braniku ali pa o veri, odvisno od seveda pozicije, z katere to opazuješ, ali genocid nad Palestinci, prihajajoče volitve v Sloveniji, protesti v Srbiji in pa v celotni širši regiji. Veliko stvari se dogaja na vseh koncih. Ampak vse te situacije pa niso nujno situacije, ki bi lahko tudi rekli filozofska situacija. Tukaj so neke pomembne razlike. Mogoče da, ampak mogoče pa tudi ne. In kaj je tisto, kar naredi situacijo tudi filozofsko situacijo? To je vprašanje, ki nam ga zastavlja Badiou. Od nas pa zahteva neko določeno miselno disciplino in pa odločnost. In kaj je potem naloga filozofa? Glede na Badioujevo pozicijo bi rekla, da naloga filozofa ni prisotnost na vseh mogočih televizijskih oddajah, da odgovarja na vprašanja, ki niso mogoče v domeni filozofije, ampak nekega mogoče drugega področja. In filozof je tisti, ki se mora sam odločiti, kaj so pravzaprav pomembni problemi. In ne samo to, ponuditi tudi formulacijo
novih problemov. Novih problemov, s katerimi se lahko potem vsi mi ukvarjamo. Torej, filozofija se v bistvu ukvarja z ustvarjanjem novih problemov. Je disciplina invencije novih problemov. Seveda tudi niso poklicani, da jih rešujejo potem te probleme, da dajo napotke, kako je potrebno kakšni stvari pristopati. Mogoče najbolj jasen pristop tega, kar filozof ni, je recimo Jordan Peterson in podobni, ki iz filozofije ustvarjajo poceni ideologijo za uspešno ali pa srečno življenje. Ene od teh idej, ki vsekakor so zelo profitabilne. Sicer je res, da je Peterson psiholog, piše knjige za samopomoč, kot je recimo 12 pravil za življenje, kjer se pogosto sklicuje na filozofijo recimo antične Grčije, ki pa jo potem seveda priredi za sodobno liberalno ideologijo kapitalistične produkcije in v tej gesti pravzaprav kompletno zgreši celotno filozofijo klasične Grčije, katere glavna poanta meri prav na nasprotje te naše generalno imenovane liberalne logike. In kaj je to nasprotje oziroma kaj je ta tenzija, ki jo avtentična filozofija ustvarja? Ja, filozofija preprosto terja odločitev. Sooči misel z izbiro in z odločitvijo v tej izbiri. Torej, najpomembnejša naloga filozofije je ta, da izkristalizira, kaj sploh izbira je, izbira, ki obstaja, realna, ta pa ni neomejena. Mi do zdaj imamo nešteto kombinacij na izbiro. In to bi nam seveda kapitalizem rad vsilil, ampak zadeva je malo bolj kompleksna. Da lahko vsak dan izberemo nekaj drugega, da se lahko identificiramo s to ali z ono idejo, z to ali ono izbiro, od spolne identitete do tega, kakšen jogurt bomo recimo kupili. Platonovi dialogi, predvsem delo z imenom Gorgije, so polni prav tega trenutka elucidacije in odločitve oziroma izbire. Silijo opazovalca, da izbere stran, ali je to Platon ali pa eden od njegovih nasprotnikov v dialogu. In ko izbereš to stran, moraš iti do konca, vztrajati z izbiro. Celotna naloga filozofije potem lahko rečemo se zvede na demonstracijo dejstva, da moramo izbrati. Moramo se odločiti prej ali slej. In lahko rečemo torej, da filozofski moment se pojavi prav na tej točki, ko je izbira, ta prava izbira dejansko formulirana. To ni celota filozofske naloge, daleč od tega, je pa zelo pomemben začetek. In Badiouxjeva filozofija je filozofija tega začetka, te elucidacije, ki vodi v konstrukcijo resnice. In zanj se ta nahaja v resničnem življenju, v trenutku, ki je tukaj in zdaj. In življenje je zmeraj neko število heterogenih elementov, ki so v totalnem konfliktu, konstantno. In skozi ta konflikt včasih nastane potem ta dogodek z velikim D, nekaj, kar postavi pogoje artikulacije nečesar, kar še ni bilo mogoče. Nečesar, kar je kompletno novega oziroma artikulirano na novo. In torej, če si predstavljamo to situacijo v vsakdanjem svetu, kjer so ti določeni elementi heterogeni, nasprotujoči si in eden vedno vleče v eno smer in drugi v drugo. Torej, en element bo šel verso neki homogenosti, poskušati narediti neki red in neko homeostazo, če lahko tako rečemo, drugi pa bo po svoji naravi
zmeraj opozarjal na to neko fundamentalno razliko, ki pa se nahaja seveda v heterogenosti življenjske sile. In lahko vzamemo za primer, da ilustriramo to dinamiko, primer ljubezni. Badiou govori veliko o ljubezni, saj jo razume kot eno izmed teh postopkov resnice, katero poskušamo sedaj zajeti. Ko se zgodi ta dogodek, kateremu rečemo ljubezen, potem se ta resnica strogo postavi v nasprotje zakonom, družbi, ki pa pričakuje nekaj v svoji logiki verso neki homogeni strukturi, torej pričakuje poroko ali pa recimo tej ljubezni, ki se je formulirala, strogo nasprotuje iz takšnih ali pa drugačnih razlogov. Recimo, da se nek fant, bogat fant iz vladajočega razreda kapitalistov zaljubi v revno dekle iz delavskega razreda. Ljubezen je v strogem nasprotju potem z družbo ter zakoni, ki upravljajo za to družbo. Recimo, ko rimski vojak ubije Arhimeda, ker je predolgo risal svoje matematične prezentacije v pesek na plaži, medtem ko pa ga je general Marcellus nestrpno čakal. Torej, vojak ni imel razumevanja, ni imel potrpljenja za matematične enačbe. In ker je matematična formula tista, ki spada v svet znanosti, ki ima seveda tudi svoje zakonitosti, ne pozna zakonitosti, ki pa vladajo v nekem drugem svetu, recimo svetu zakona in moči, recimo države. Prav tako pa moč ali sila zakona, tisto, kar je na strani oblasti, nima posluha za zakonitosti znanstvene. Se tukaj zgodi tudi ta neka nekomenzurabilnost, ta distanca med dvema elementoma, torej med državo, ali nekako poosebljeno v generalu Marcellusom na eni strani, ter kreativno mislijo ali Arhimedom na drugi. In tukaj ni dialoga. V končni fazi moč države je prav v tej njeni nasilnosti, medtem ko pa za kreativno misel je znano, da ima svoje limitacije samo v imanentnih pravilih same discipline, torej lahko limitira samo sebe. In zato Arhimede ne more razumeti, zakaj se vojaku zdaj tako zelo mudi. Torej, temporalnost, ki je v logiki matematike, ki jo matematika potrebuje in ki jo determinira, ki je potrebno za zaključek, recimo neke demonstracije matematičnega problema, katerega seveda Arhimede potrpežljivo riše v pesek, ta temporalnost nikakor ne more integrirati te urgentnosti vojaškega poziva, ki je za vojaka in seveda za moč države absolutno jasna. Potrebno se odzvati takoj, ker general ne sme čakati. Za Arhimeda to ni tako zelo očitno in njegovi zakoni so absolutno drugačni. In na njegovi strani, na strani resnice, tudi ta potrebuje svoj čas. In matematika potrebuje svoj čas. Moč pa se odziva takoj in ponavadi zelo nasilno. Ta anekdota o smrti Arhimeda govori prav o tej filozofski situaciji. Filozofska situacija, ki je relacija, ne relacije. Med močjo države in resnico na drugi strani ni nobene kronološke ali pa tudi ne nobene skupne mere, za katero lahko izmerimo to distanco. Torej tukaj, prav tu nastopa filozofija. V primeru, kjer mora izumiti tudi razdaljo med dvema heterogenima elementoma.
Torej, mora misliti neko razdaljo, ampak brez mere za to razdaljo. Ni centimetrov, ni metrov, ni tudi nobene druge merilne enote. Jo mora praktično izumiti na novo. Torej, inventio medi. Po latinsko izumiti tisto, kar je vmes, tisto nekaj, kar ti potem dovoli, da nekaj dokažeš ali formaliziraš. Torej, kako misliti nekaj, kar je tako radikalno daleč od možnosti mišljenja prav te stvari, ter zakaj bi to sploh bilo pomembno? Recimo, vzeti dve najbolj oddaljeni točki in ju poskušati misliti. Tako recimo Hegel prišel do aksioma oziroma formule duh je kost. Od nekega najbolj sublimnega, najbolj visokega, kot je to duh, do najbolj nizke, elementarne in pa tudi umazane realnosti, kot je kost. Torej, rekli smo, da naloga filozofije je izumiti nove probleme. In to počne prav skozi identifikacijo teh najrazličnejših nasprotij, heterogenih elementov, skratka, iskanjem teh konfliktov. In če potem ta relacija izgleda kot nerelacija, je to pravo mesto za filozofijo. Ali z drugimi besedami, mora izhajati iz absolutne razlike. In filozofija ima prav poseben odnos tudi do te situacije, ki jo išče. Ta situacija, ki je nemogoča relacija. In relacijo zmeraj mora nekako uprizoriti. To situacijo mora formulirati tako, da so te razlike in istočasno odločitve, ki iz tega izhajajo, jasne. To pa počne, kot smo to počeli skozi celotno zgodovino naših civilizacij, in to je skozi zgodbo. Skozi zgodbo, recimo, slišimo pripoved o nekem odnosu. Ampak skozi zgodbo, ki se nadaljuje, potem postane jasno, da je ta relacija pravzaprav nerelacija. Da obstaja negacija te relacije. In ta zaplet v zgodbi ni nič drugega kot presek ali rez, ki potem se nekako umesti znotraj neke naravne družbene situacije, nekega reda in družbene vezi. In zgodba, ki na prvi pogled govori o tej neki relaciji, je pravzaprav potem zgodba o tem preseku, o tem rezu. Torej presek in distanca med oblastjo in Arhimedom na eni strani, ali pa med Sokratom in nasprotnikom v dialogih. Ampak eno je jasno, moraš izbrati stran. In kadar obstaja ta nerelacija, ta paradoksalni odnos, na tem mestu se lahko pojavi filozofija, ne prej, ne kasneje in ne v kakšni drugi situaciji. Torej, filozofska misel se ne ukvarja s tistim, kar je, tistim, kar obstaja, ampak s tistim, kar ni, kar je. Torej, inverzija v tem smislu pomeni, da to ni zgodba o pogodbi, recimo, ali o neki situaciji ljubezenskega odnosa, ampak o, recimo, nespoštovani ali prekinjeni pogodbi, o prekinjenem odnosu ali nezmožnem odnosu. Torej je misel, ki jo zanima relacije, ki niso relacije. In dobro, ta zelo dolg preambel je v bistvu bil potreben, da lahko uvedemo prav to absolutno razliko, relacijo, nerelacijo, o kateri naj bi govorili. In to je sicer to nasprotje med resnico in vednostjo. Badioujevi postopki resnice so seveda v strogem konfliktu z vednostjo ali z proceduro pridobivanja vednosti. Sta dva procesa, ki sta absolutno
vedno v kontrastu. Saj vednost vedno že obstaja, je predvsem enciklopedična, klasifikatorna in izhaja iz partikularnega, iz nekih predikatov. Pes je črn, pes je rumen in tako dalje. To je status quo našega funkcioniranja in pomeni, da vednost gre iz neke določene lastnosti, ki jo želi zastopati, ampak s tem pa tudi istočasno izključi druge lastnosti. Je nekaj, kar seveda cirkulira in ne prinaša nič novega samo po sebi. Je neko neskončno ponavljanje. In vednost nikoli ni na strani resnice, prav zaradi tega, ker resnica je nekaj, kar se nikoli ne da v popolnosti simbolizirati. Ne moremo v popolnosti reči, resnica je to ali ono, ker potem to postane vednost. Vednost pa je seveda zmeraj opisana, kategorizirana in iz vseh možnih zornih kotov potem artikulirana. In je pa res, da postopek resnice pa se pojavi tudi v relaciji, ki je nerelacija z vednostjo, in to je v krizi. Takrat, ko neka vednost zapade v krizo, ko si nabere svoje neke negativnosti sama v sebi, neke ambivalentnosti, in resnica v tem primeru pride kot ta dogodek, ki vnese tisti res, ki nekaj spremeni, skoraj pa v nekem smislu nepovratno. In zato je resnica po svoji formi, takšna kot je vedno univerzalna. Čeprav izhaja in situ, oziroma izhaja iz neke zelo partikularne situacije, konkretne situacije, je pa vsekakor nekaj, kar ima pa univerzalni efekt. Torej nekaj, kar je lahko res tukaj in tudi na drugem koncu sveta in tudi 500 let nazaj in 1000 let v prihodnosti. In zato Badiou pravi, da je resnica univerzalno singularna. Torej njena forma je generična in je zato tudi univerzalna. Pač generira multitudni skupek vseh možnih variacij, ne samo tisto ali ono. Ne sloni na eni lastnosti, ampak vključuje vse žive lastnosti. Torej plus v neskončnost. Tako močno se potem predikativna lastnost kot taka potem tudi izgubi. Zato pa resnica je vedno resnica za vse. Če ni za vse, potem ni resnica. Potem je predikativna lastnost. In postane dobesedno partikularna partikularnost, kar je isto kot singularnost. In zato tovrstna partikularnost ni izključujoča, ampak ima pretenzije po univerzalnem. Torej, resnice so tudi večne in transzgodovinske, to, kar sem prej rekla. Ideja enakosti je večja, ni enakost enkrat drugačna in enkrat še več drugačna, ampak je vedno konzistentna in ista. Torej, recimo, resnica politične procedure, ta recimo ideja proletariata, ideja delavskega razreda, je to singularno, ki se ne spreminja glede na situacije v nekem zgodovinskem procesu. Za razliko od vednosti, ki pa je vedno in izključno kulturni produkt in je ujet v razmerje moči, družbe in zgodovine. Nekaj, kar pa resnica vedno transcendira, vedno gre onkraj vseh teh limitov nekega zgodovinskega časa. In ko resnica nastopi, kot smo rekli, naredi rez v vednost. Ta pa se potem posledično spreminja pod resnico, če procedure seveda prenese in dejansko izprocesuira svojo realizacijo, svojo materializacijo te resnice
Skratka, ko dobi to svojo novo forma, realizacijo. In takšni dogodki, kjer je resnica nastopila in podala to neko univerzalno, singularno, je bila recimo francoska revolucija, oktobrska revolucija ali maj 68, kot samo nekaj primerov te subjektivnosti postopka resnice.